Eva, za vami so 3 dnevi Beograda, kaj ste počeli tam? Ja, prvo sem prišla v Beograd v ponedeljek, pa sem že imela en intervju za ene novice, za počeli intervju v glavnem, no. In ja, potem sem zašla lepo se obleči in že kar bo na oddajo Amidži Show, tako da tam sem gostovala, sem zapela zmagovalno pesem, tako da super, res. Tako da sem šla prepozno spat in sem se zbudila ujutro ob 7 in res sem malo bila ful utrujena, ker sem že bila ujutro pol na eni oddaji Dobro jutro, no, kot pri nam, ki se rečemo. Potem pa je nadaljevalo se snemanje pesmi, angliške verzije in pa hrvaške oziroma srbske, ne, in pa tudi posnela sem tudi dance verzijo v angliški verziji, tako da je bilo za mano kar naporni dnevi in delovni, tako da kar sem prišla lepo domov in se spočila in zdaj pa gremo spet naprej, ne. Kakšne se vam zdijo vaše vse verzije, verjamem? Najboljša je slovenska. Tako valjda, no tudi zaradi tega smo se tudi odločili, da bomo v slovenščini peli, ker mislim najbolj do slovenščina pride do izraza in res lepo izpade, tako da angliščina pač, če bomo v nekih gostovanjih v nekih drugih državah, da pač zapelaš angliško, ampak slovenska je glavna. Pri teh odločitvah je bila torej slovenščina vaš favorit? Ja, lahko rečem in hvala Bogu, da sem tudi lahko jaz svoj komentar povedala, da so ga tudi upoštevali. Mislim, da pa tudi, če bi jaz rekla, da ne bi slovenske pela, bi bila slovenska, tako da itak vseeno. Nastopili boste kot 9. v drugem polfinalu. Koliko mislite, da bo ta številka odigrala faktor, če sploh? To je v redu, so sredina. Čeprav bi raje bila nekaj bolj zadnji, ampak mi je všeč to, ker je taka sredina, ljudje se te zapomnejo na nek način in pa res, da tudi nekatere, ko imam svoje favorite, ne, so pa za mano. To pa na nek način meni ni v redu, ne, ker je bolj, da so prej pa pol ti narediš svoje in ampak okej, no, ljubim, da bo to prineslo dober rezultat na finale. Naključje je hotelo, da je za vami prav predstavnica Hrvaške? Mislim, ona pred mano. Za vami? Za mano. Dobro, mislim, bomo videli, ampak kar bo. Ste slišali hrvaško pesem oziroma koliko skladb ste slišali iz vašega polfinala? Vse sem poslušala, kar je bilo možno. Imam eno favoritinjo, bom rekla, že znam celo pesem na pamet. Katero? Ne povem. Ampak tista mi je res favoritna, mislim, da bo tudi tista, ker visoka. A ste morda že spoznali katere izmed katere? Sem pa spoznala Kaliopi iz Makedonije, ona je taka sončica, ona je res taka ful zaščitniška, kot neka druga mama. Sem jo spoznala v Srbiji, kot tudi gostovala v Amidži Showu. Ona je pa res car, mislim, car res največji. Meni se ful dopade njen vokal, tako da mene ful veseli, da sem se spoznala z njim. Nekaj smo slišali, da ste se spoznali tudi z Milanom Stankovićem. Ja. Ja, on je bil moj favorit, ko je bilo to tekmovanje pri njih v Srbiji, in on je bil moj res favorit, totalni. In ja, zdaj sem ga lahko spoznala, sem se lahko slikala z njim, tako da sem cela vesela. Kako kaj sodelovanje z gospodom Grajićem? Ste se kaj bolje pospoznala? Meni je on kot človek res ful pri srcu. Tak ful topel v sebi in ne vem, sploh ne znam opisati, ker je tako prijeten kot ta človek, tako fajn, ko dela z njim. In enostavno smo se prav pogruntala drugega, kaj on hoče od mene in kaj jaz hočem od njega, da naredi. In nekako se mi zdi, da smo prav tisto našla, vse tiste prave komentarje in vse to, tako da res z njim je res ful dobro sodelovati. Tudi on je rekel, da ste prav vi tisti, ki ste pridodali skladbi tisto, kar ji je še manjkalo. Pa mislim, vse pri vsaki pesmi je tako, normalno, da ima pesem svoj čar in izvajalec, ne, in eno brez drugega ne gre. Kako to, da sami ne pojete tistega uvodnega dela, ki ga odpoje Sandra Feketija? Pa se mi zdi, da je fajn, da prepustim to komu drugemu, tako bolj tisti nek angelski glas, bolj tista neka nežnost, ne, in potem pa da šele začnem jaz kot pač tisti lead vokala, ne. Kar 5 deklet boste imeli za vami. Kako? 5 deklet boste imeli za vami 5 spremljevalnih vokalist. Ja, tako je, pridružila se bo
še Martinina sestra iz Hrvaške, tako da bo res dobro zasedba na odru. Ste že imeli kaj skupaj vaj? Ne, zdaj še nismo imeli, da smo v pravim pustili pač komade, pol bomo pa videli scenski nastop in vse to skupaj, res vaje in ja, bo dela ne bo zmanjkalo. Za koliko procentov se vam je povečalo medijsko sodelovanje oziroma v razni intervjuji in koliko vam to vzame časa? Mislim, to kar vzame časa, bom rekla. Zdaj, kaj se je povečalo, mislim, da kar ostalo isto, pač po zmagi. Ampak normalno, pač tudi za medije si treba vzeti časa, ne, ampak če časih pa res ne gre, pač časom in enostavno se noče zameriti medijem, ne, ampak ne vem, se mi zdi pa, da mora vsak razumeti, da imam res ta urnik napeta, ne, in mislim, to nekako razumejo, ampak je pa težko, mislim, se vsem obuditi v pravem času. Kaj pa pravijo domači na vse to? Ful so veseli, mislim, valjda najbolj ponosni po moji starši v tej Sloveniji, ampak ne vem, no, se valjda me podpirata, me vse želita mi najboljši. Kaj pa drug starš, mislim, hotel od otroka, ne. Vam je kaj žal, da ne boste šla z vami v Baku? V bistvu, po eni strani bi ful rada, da greta, po drugi strani pa ne, zaradi tistega pritiska, ki bo enostavno, da še imaš tam pritisk od staršev, je to že večji pritisk in ne, se mi zdi, da bo tam neka druga energija, vse bo nekaj drugače, čisto v nekem novem svetu bom, samo 2 tedna bom v tistem svetu, ne, in bom mislila sam na to, tako da ne vem, no. Itak bom imela dela ful velik, tako da nekaj razmišljati ne bom mogla o familiji in vsem, ne, ker res bo, dela bo ogromno. Kaj vas čaka zdaj v bližnjih dneh? Ja, zdaj bom šla na eno gostovanje in sicer v Amsterdam 20. aprila. Govorimo o tistem velikem koncertu evrovizijskih predstavnikov. Govorimo o velikem. Ja, tako da tam bom tudi gostovala, zapela pesem. To je to. Hvala.